No ja, prav imate, končnega besedila še nismo videli. Sumim, da bomo imeli več podrobnosti do konca tedna, ko bo potekala uradna slovesnost podpisa med podpredsednico Vance in visokimi iranskimi uradniki. Moje mnenje je, da je bil ta dogovor prvi korak v tem, kar bo zagotovo dolg, morda naporen proces nadaljnjih pogajanj, vendar je bil to nujen korak. Ker moramo preprosto sprejeti dejstva, da 38-dnevna kampanja, ki sta jo vodili Združene države Amerike in Izrael, ni dosegla svojih ciljev. Zagotovo je dosegla oziroma pokazala vojaško premoč. Toda temeljila je na napačnih predpostavkah, da bo to hitra in enostavna operacija, ki bo morda celo dosegla spremembo režima ali razpad režima. In dejansko imamo zaenkrat ravno nasproten učinek. To ne pomeni, da na obzorju ni izzivov, mislim, da je treba izpostaviti kar nekaj izzivov. Najprej diplomatski proces bo verjetno dolgotrajen. Iran in ZDA se pogajata že kar nekaj časa, celo 2 dni, preden se je ta vojna začela. Tako, lahko pričakujemo še več ovir na poti in tudi prizadevanja tistih, ki želijo stvari pokvariti, kot je premier Netanjahu, ki je jasno pokazal, da mu je vsem nam jasno, da je proti temu memorandumu o soglasju. Vendar pa je doseganje nekakšnega dogovora o iranskem jedrskem programu, po mojem mnenju, v širšem mednarodnem interesu in posebej v interesu ZDA. Nedoseganje dogovora je zagotovo negativno za regijo. Prav tako bi trdila, da to ne bo nujno prineslo boljše varnosti za Izrael. Na koncu, kot zadnja opomba, sistem, ki je vzpostavljen, in to cenim, laže si ga je predstavljati kot režim, toda ta je na oblasti že toliko desetletij in se bo soočal z gospodarskimi izzivi, ovirami pri obnovi. Seveda se že dolgo sooča s krizo legitimnosti zaradi ponavljajočih se notranjih protestov. Videti moramo, kako se bo sistem razvijal, ali se bo zaostril, ali se bo militariziral, ali pa se bo še naprej manj zanašal na ideologijo, versko ideologijo in se bolj obračal k nacionalizmu. V zadnjih nekaj mesecih, pa tudi že veliko dlje, je bilo toliko mnenj na prvo žogo in analiz o Iranu, ki so se izkazale za popolnoma napačne. In moram reči, da je izraelski sistem spodbujal veliko teh pripovedi in analiz ter pripeljal regijo, po mojem mnenju, na najbolj krhko točko v zadnjem času. To je na koncu slabo za regionalno varnost, očitno tudi za varnost vseh držav v regiji. Zato mislim, da je to trenutek, da se ustavimo in premislimo, razmislimo o nacionalnih interesih, pa tudi o regionalnih interesih. Izraelski predsednik vlade naj bi kmalu spregovoril, vendar ste vi že govorili o varnostni situaciji tukaj. In mislim, da je bilo veliko ljudi v tem delu sveta šokiranih, ko so Iranci napadli ameriški helikopter Apache. Ameriški predsednik je odgovoril, da mora ukrepati iz nuje in Izraelci se sprašujejo, ali bo Hezbolah še naprej napadal Izrael. In če Iran grozi, da bo napadel Izrael, kot je to storil pred 24 urami, potem si Izrael želi, da bi lahko branil svoje civiliste. Ampak rada bi se posvetila vprašanju iranskega ljudstva. Namignili ste nanj. Veliko aktivistov v tujini, s katerimi smo govorili, je opisalo občutek upanja, ko je Donald Trump januarja dejal, da je pomoč na poti. Zdaj pa imajo občutek, da se je dogovoril s hudičem in da so bili zapuščeni ali izdani. Kakšen je vaš občutek, kaj vse to pomeni za ljudi na terenu, ki čakajo na resnično spremembo režima? No, najprej je Iran ogromna država, ima 90 milijonov prebivalcev in to cenim. Velik del iranske družbe že kar nekaj časa protestira in poskuša uveljaviti svojo voljo ter vpliv v svojem domačem okolju. Predsednik Trump nikakor ni nameraval resnično pomagati iranskemu ljudstvu. To je bilo povsem jasno, saj tako imenovana pomoč ni prišla več kot 6 tednov po brutalnem zatiranju, ki so ga Iranci doživeli 8 in 9. januarja.
Če bo prišlo do sprememb v Iranu, mislim, da jih morajo voditi Iranci sami in ne odločitve zunanjih sil. Zunanje sile nikoli niso bile zares učinkovite pri odstranitvi iranskih voditeljev, to so bili iranski ljudje. Tako da so Iranci zagotovo spet ogromna država, razdeljeni in razklani. Zdaj obstaja del prebivalstva, ki vidi Islamsko republiko kot močnejšo, ker je preživela vojno s strani Združenih držav Amerike in Izraela skupaj. In za ta del prebivalstva je morda sporočilo bilo sprejeto. Seveda pa so v sistemu še vedno jezni nasprotniki, ki so to prav tako razumeli. Zaradi tega vojaškega konflikta je sistem v Iranu postal bolj tok in je še bolj zavezan lastnemu preživetju. Zato mislim, da je potreben korak nazaj in premislek o tem, kako pomagati iranskemu ljudstvu. Zagotovo bi rekla, da ta vojna Irancem prav nič ni pomagala. In ta vojna je prišla z obljubo, da jim bo pomagala prevzeti državo. Pustila jih je s še bolj okorelim vodstvom. In spet to je zato, ker je bila ta vojna vodena na podlagi napačnih predpostavk, da je ta režim šibek, da bo ta režim hitro propadel. In tak način razmišljanja je treba predelati, da bi morda lahko Iranci sami ubrali nove poti in nove strategije, pa tudi širše za celotno regijo.